Pozdravljeni, na pogled je bil prvi videospot, ki smo si ga sedaj pogledali z našo Ano, ki je naša naslednja gostja. Ana, pozdravljena. Pozdravljeni. Sem zopet zelo vesela, da imam takšne mlade glasbenike tukaj ob sebi. Super, hvala. Hvala, da ste me povabili. Hvala tudi tebi, Ana, da si se odzvala vabilo. Vemo, da je sedaj malo drugače, takole poteka vse prek Skypa. Si pa naš studio izkoristila v drug namen, kajti videla sem, da tvoj novi videospot je nastal ravno pri nas. Ja, res je. Mateju se moram zahvaliti za to in pa Gašperju, ki sta uredila, da se lahko videospot tam snemal. Vaš Matej je bil tudi prisoten cel dan oziroma celo popoldne, ko se je snemal videospot, tako da je za vse poskrbel, za prostor, za luči, vse je bilo poskrbljeno. Super, Matej je ta, ki je tudi omogočil, da imamo mi tole oddajo sedaj preko Skypa oziroma preko spleta, tako da tudi hvala, Matej, z moje strani. Bi te pa povprašala, kako je bilo snemanje, sedaj verjetno si komaj čakala, da se je nekaj spet začelo dogajati, kajti te omejitve so nas malo, bi rekla, skrčile v naših dogajanjih, ampak kako je bilo? Ja, definitivno sem komaj čakala, da se nekaj premakne. Tudi sam izid skladbe je bil kasneje, kot smo prvotno imeli v planu. Zelo smo uživali, že to, da smo se lahko podružili, je bilo veliko vredno. Čeprav nas sploh ni bilo veliko, ne, bila sta samo ta režiserka Tina, pa potem Jan, Filip, Jordan Frangeš, ki sta tudi zasnovala nekak celoten koncept videospota, glede na moje želje. Pa potem je bil prisoten tudi recimo fotograf ves čas, pa tako, no, skratka, zelo smo si vsi želeli, da se nekaj naredi in neizmerno sem uživala na tem snemanju. Verjamem, tudi jaz bi verjetno uživala končno, da se nekaj začne takole dogajati, zato sem vesela, da poskrbite, da imamo novo glasbo, ki jo lahko potem predstavimo. Ja. Je pa naslov tvojega novega komada Sama. Kaj si nam želela s tem sporočiti? V bistvu sem želela sporočiti, da smo lahko popolnoma neodvisni, da bodimo sami kreatorji svoje sreče in svojega življenja. In če nam nekaj ni po godu, če smo ravno takrat v dvojini, se pač odločimo, da je bolje, da smo sami in da smo v ednini in da smo sami dovolj močni, da lahko naredimo korak dalje. Močne besede, spet vesela za takšno pozitivno energijo in pa močne ženske, ki jih imamo vsak teden v naši oddaji. Upam, da dam kateri misliti. Verjamem, skupaj si ga bomo pogledali po najinem pogovoru. Bi pa omenila, da pa pri prejšnjih projektih pa nisi bila tako sama, ne? Kajti lahko smo te zasledili v marsikaterem muziklu tudi pri nas v Sloveniji. Ja, res je. Sem članica prvega slovenskega muzikala Cvetje v jeseni, pa potem tudi muzikala Briljantina. Na vas sem zelo ponosna in delali smo super ekipo. Kako pa je v prihodnje? Si kdaj razmišljala, da bi še morda nastopala v muziklih? Ja, definitivno sem razmišljala, je pa res, da si nekako puščam predvsem odprte poti in grem točno k tistemu, kar me res žene in grabi. Tako da bom vesela, če bom še kdaj kaj takega počela, ja. Kako pa je? Verjetno si marsikdo od nas ne more predstavljati, kako je v bistvu biti na odru in hkrati biti igralka in hkrati še pevka, pa vse to dogajanje je verjetno kar naporno. Ja, zahteva svoje spretnosti, to je res, zato pa imamo tudi kup enih vaj, ampak to je en čudovit proces, sploh če to res rad počneš, ker treba se je zavedati, da se za tiste vaje in vse, da potem to nastane, se treba veliki večini stvari tudi odreči. In to, če počneš s srcem, potem je čisto enostavno. Je pa res, da moraš imeti občutek za igro, ples, pa petje, pa potem to piliti, seveda, no. Tako da zelo veliko veselje je to. Ja, vse pohvale, res vem, kako veliko truda je potrebno vložiti v tak projekt, tako da res upam, da se kdaj mogoče še takole vidimo, kajti tudi jaz sem oboževalka muziklov, res, tako da sem zelo vesela, da te imam danes tukaj zraven in da lahko poveš, kako je to iz prve roke. Hvala. Kako si pa drugače? Morda za naše gledalce, kateri te danes prvič vidijo, bi se morda na kratko predstavila. Kaj pa počneš poleg glasbe tudi v svojem življenju? Ja, v bistvu sem diplomirana fizioterapevtka, morda na videz čisto nekaj drugega kot sama glasba in to, s čimer se ukvarjam. Vendar temu ni tako. V prihodnosti bi si zelo želela delati v otroški nevrofizioterapiji in nekaj, kar bi bilo v povezavi z glasbeno terapijo.
Tako da bom videla, če mi bo uspelo enkrat v življenju preplesti tudi te poti. Tako da ja, trenutno pa je v bistvu ta COVID kar zelo posegal v naše življenje, sploh zato, ker tudi nimamo drugače koncertov. Drugače sem tudi članica pri Mini Puslar, pa sem tudi glavna vokalistka pri kroškem bendu Favš Dur, s katerimi smo pa tudi imeli leto 2019 koncert in smo mislili, da bo potem to postala neka tradicija, ampak žal temu ni tako, ker pač so te omejitve sedaj. Tako da to, pa zelo rada sem z mojimi kužki, pa doma, zelo sem navezana na dom, no, tako da. Imaš kužka? Ja, imam zaenkrat 2 kužiki. Super. No, lepo. Ja. Potem pa se bojo kdaj lahko spoznali z mojim kužkom, pa bomo kakšno rekli. To imam rada. Rada imam, da moji kužki spoznavajo tudi druge, da so navajeni drugih psov in ljudi in No, super, me veseli, tako da se še morda na kakšnem sprehodu kdaj srečamo, ko bodo seveda razmere dopuščale. menjeno. Z veseljem. Si pa omenila Nino Pušlar, ne? Marsikdo te je verjetno lahko prepoznal, kajti z njo si na odrih že kar nekaj let. Ja, z njo sem že dobrih 5 let. To je kar naenkrat minilo. Ja, 5 let. Kako pa je ustvarjati s takšno res veliko glasbenico pri nas v Sloveniji? Čudovito. V bistvu je to sodelovanje prišlo dokaj spontano, kar mi je zelo všeč, ker marsikdo me vedno sprašuje, so bile avdicije, in pa povem, da ne, da v bistvu smo se spoznali v Cveti v jeseni in da sem zato hvaležna tudi njenemu takratnemu menedžerju, Tomiju Puriču, ki me je v bistvu najprej na back vokalih nekako vključil v svoj band RTV na melodijah Morja in sonca in potem, ker smo se tudi z Nino preko Cvete jeseni nekako spoznali in se ujeli, me potem tudi skupaj s Tomijem povabila, da bi bila njena back vokalistka. Tako da je bilo res vse tako naravno in brez nekih večjih pritiskov, pa tudi moja želja je bila velika, tako ko se je to pokazalo, sem rekla ja, brez da bi pomislila, kaj pa študij, kaj pa druge stvari. Vedela sem, da bom vse naredila, ker si pač tega zelo želim. Tako da čudovito je delati s tako osebo, ker tudi sama Nina, ko se spusti blizu, je izven tistih okvirjev čudovita. In pa seveda tudi čudovito je tebe slišati in pa tako lepo sporočilo si nam predala, da če smo sami in pa res se trudimo za svoje želje, jih bomo tudi uresničili, tako da jaz ti želim, da tudi naprej se držiš tega in da delaš, kar so tvoje sanje, kar te žene in pa verjamem, da boš maksimalno uspešna, čeprav že zdaj te je res neverjetno lepo poslušati, tako da se kaj veselim hitro, da bodo kaki koncerti ponovno. Ja, hvala lepa. Upam, da se kdaj tudi v živo midve spoznava. Tudi ti si meni zelo všeč kot oseba, tako da uspešno še naprej pri oddaji. Hkrati pa hvala za lepe želje za koncerte pa skladbe. Upam, da uspe tudi v prihodnosti še kaj ustvariti in se končno prebiti skozi to korono. Verjamem, da ti bo uspelo, hvala tebi. Preden pa zaključiva, bi pa povedala še, da nekaj let nazaj smo te celo lahko videli na Emi, ne? Takrat, če se prav spomnim, si sodelovala z Leo Sirkin pa s Klemensom, imam prav? Ja, imate prav. Bila sem kot back vokal, ja. Super izkušnja. Ema je pač. Pa si kdaj razmišljala, da bi sama tudi nastopila na Emi kot glavna vokalistka? Pa ja, definitivno sem. V bistvu sem se ravno s tem producentom, ki je tudi to skladbo zdaj delal, sem se tudi o tem pogovarjala. Upam, da mi enkrat uspe. Zdaj je pač zaradi vsega tega tudi sama Ema zelo v zraku, ampak ko se to umiri, definitivno imam to na listi, kjer se nekaj more obkljukati. Torej imaš še ogromno ciljev, ki si jih zastavila morda za naprej. Ja, imam. To pa mora skozi biti. Kaj pa si kdaj razmišljala, da bi prodrla tudi na tuj trg ali boš tukaj ohranila našo državo in pa nas razveseljevala z glasbo naprej? Čisto iskreno, o tem so bolj razmišljali drugi. Zaenkrat bi jaz rada ostala zvesta naši lepi Sloveniji. Pa tudi se mi zdi, da imamo tukaj sicer zelo mali trg, zelo hitro pa se lahko vseeno izgubiš v tem trgu. Tako da, če mi uspe kdaj postati malo bolj vidna na naši sceni, bom definitivno tu tudi ostala.
Ampak mislim, da s takimi načeli, kot jih imaš, da res sledi svojim sanjam in pa da stoji za tem, kar si in pa si res prodorna, ti bo verjamem, da uspelo in jaz ne morem reči kot druga, kot da res komaj čakam, da se te razmere zdaj pustimo nekako na strani in pa da se morda res vidimo na koncertu. Si prej omenila Big Band, je prav, da z njimi nastopaš, to je pa tukaj tudi pri nas nekje v bližini, ne? Kaj, v Šmarju, mislim, da. Ja, res je, to je naš lokalni Big Band Šmarje pri Jelšah. Letos, zdaj ne bom verjetno prav povedala, ampak ob koncu mojega 3. letnika srednje šole sem si zaželela imeti z njimi svoj prvi samostojni koncert. In zelo lepo je uspel. V Šmarju je bilo toliko ljudi, kot si niti v sanjah ne bi predstavljala. Potem smo to zadevo tudi ponovili na moji takratni gimnaziji, na šolskem centru Rogaška Slatina, in tudi tam je bil odziv fenomenalen. Tako da takrat smo zelo aktivno in intenzivno sodelovali z njimi, no zdaj malo manj, ampak kljub temu jih imam zelo lepem spominu. No, upam, da bo temu tudi tako v prihodnje, zato tudi naše gledalce in pa gledalke pozivam. Videli ste, da je Ana res aktivna v naših koncih, ne le v studiu, ampak tudi v okolici za svojimi koncerti, tako da spremljate jo malo tudi na njeni Facebook strani in pa verjamem, da nam bo zaupala, kakor se bodo razmere hitro nekako spustile, da se kmalu vidimo, kje je tako da spremljate jo in pa seveda navijali pa bomo, ko bo še enkrat na Emi. Ja. Ciljem na vas. Hvala lepa. Tudi mi ciljamo in pa seveda upam, da bo kaj kmalu nastal kakšen nov videospot, da se spet takole malo vidimo, morda takrat res v studiu in pa v živo. Tako da bi ti rekla hvala res za tele minutke pogovora, da si nam malo predstavila o sebi. Čas je, da si pogledamo tvoj videospot sama in pa verjamem, da bo to sporočilo marsikdo lahko vzel zase in pa dobro naredil tudi zase naprej in pa se potegoval za svoje sanje, tako da hvala ti tudi za to in pa res je čas, da si pogledamo tvoj videospot. Bi ga morda kar sama napovedala? Ja, dobro. Uživajte v mojem videospotu in moji skladbi, ki nosi naslov Sama. Ne prehitro obupati nad njim, upam, da vas bo na koncu vsaj z mojimi kosmatinci pritegnil, če že ne drugače. Tako da nič, uživajte, upam, da vam bo všeč, mi smo dali vse od sebe. Sedaj pa še toliko bolj čakam, da ga vidim, kaj ti si omenila, da ima svoje kužke zraven. Kako pa je bilo to na snemanju? Ja, v bistvu to je bila čisto taka spontana zadeva. Ta Tina, producentka oziroma režiserka, je velik ljubitelj kosmatincev. In ko je izvedela, da imam jaz ta dva moja kužka, eno veliko marcino in eno majhno marcino, je rekla, jaz bi jih pa vključila v spot. In sem rekla, glej, zaradi mene je tudi to prav, moji kužki sicer še nikoli niso bili v studiu, ampak verjamem, da so marsičesa navajene punce, tako da lahko probamo. Evo, in so potem prišli in sta bili glavni zvezdi celega popoldneva sta bili Mini in pa Bianca, tako da... super, tako da nisi bila popolnoma sama. Ne, nisem bila. Nikoli nisem zares sama. No, super, zdaj se pa še toliko bolj veselim, tako da, dragi gledalci in pa gledalke, poglejmo si tale videospot, kjer je Ana sama, ampak vendarle ni sama s svojimi kosmatinci, tako da želim vam res prijeten večer še naprej, mi pa se vidimo potem še na enem kratkem, sladkem presenečenju glasbenem. Tako da, Ana, hvala ti lepa, ponovno. Hvala tudi vam, lepo bodite in bodite zdravi. Hvala, pa poglejmo si videospot Ane Ferme, Sama.